Lep pozdrav vsem in vsakmu posebej. Danes sem z vami Tanja Potočnik-Mesarič, prihajam iz službe za gospodarske zadeve in komuniciranje in bom povezovala ta današnji informativni dan. Veseli me, da vas je toliko veliko prepoznal, bom rekla, širina, interdisciplinarnost strojništva in vse potem potencialne karierne priložnosti, ki se vam odpirajo. Naj vam jaz tam na kratko povem, kako bo današnja predstavitev izgledala. Gospod dekan nam bo predstavil študij na fakulteti, visokošolski in univerzitetni program prve stopnje, sledijo naši gostje iz prakse ter študentski svet, študentska organizacija, da boste vedeli, se ne samo uči, imamo tudi zelo fajn. Bojo povedali, kaj oni počnejo za vas lahko. Potem je uradni del zaključen za vse, ki niste oziroma vas ne zanima letalske smeri. Vas bojo zunaj že čakali kolegi in vas bodo peljali naokoli po laboratorijih, da boste še v praksi videli, kako stvari izgledajo, to, kar vam bomo zdaj povedali. Vsi pa, ki vas zanima letalstvo, se pravi obe letalski smeri, to se pravi tudi iz drugih predavalnic, prosim, da se potem priključite v predavalnico 5-8, kjer bomo nadaljevali s predstavitvijo letalstva in gostov iz Slovenske vojske in Adria Tehnike. Tako za začetek, zdaj pa najprej začnimo z našo predstavitvijo. Na oder vabim profesorja doktorja Mihaela Sekavčnika. Drage dijakinje, dragi dijaki, bodoče inženirke strojništva, bodoči inženirji strojništva. Tukaj smo doma inženirji. Mi dostikrat rečemo po domače strojniki, strojnice. To pravzaprav zelo popači bistvo našega udejstvovanja tukaj v tej naši družbi. Mi smo inženirji in tukaj bi vam rad na kratko predstavil, kaj pravzaprav ta inženirski poklic ponuja. Tale izjava lepo povzema odločitev ene naše doktorice strojništva, ki je bila tudi, se pravi, nekdanja študentka. Tako je začela, kot ste vi danes tukaj, najprej z informativnim dnevom. V resnici je bila takrat punca že zelo dobro odločena, zakaj želi študirati inženirstvo na tej fakulteti za strojništvo. Zato, ker ima rada ustvarjalno delo, ki na koncu pripelje do nekega popolnoma realnega rezultata, ki ga primeš v roko in ki deluje. Skratka, tukaj je doma kreativnost. Naj takoj na začetku povem, da ste na fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki je najboljša tovrstna inštitucija ne samo v tej državi, ampak v celi regiji. Skratka, tukaj obstaja še kar nekaj podobnih inštitucij v Sloveniji, če samo za Slovenijo povem, ampak Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je ustanova z najdaljšo tradicijo, ki, kot boste videli v nadaljevanju, tudi največ da na kvaliteto študijskih programov, na kvaliteto osebja, ki dela s študentom in ki je seveda tudi najbolj prepoznavna in cenjena v gospodarskem prostoru, kamor se inženirke in inženirji seveda potem po končanem študiju zaposlijo. Pred nami so velike spremembe, kot verjetno veste, smo bili seznanjeni pred 2 dnevoma, da od leta 2035 več ne bo mogoče registrirati vozil z motorji z notranjim zgorevanjem. Kar nakazuje, da smo v resnici pred resnimi tehnološkimi izzivi, ki bodo imeli epske razsežnosti. In meni bi se v vašem položaju zdel privilegij biti del generacije, ki bo te spremembe dejansko snovala in udejanjala v vsakdanje življenje. Kot veste, se vse industrializira, digitalizira, medsebojno povezuje. Današnje rešitve inženirske zahtevajo zelo dobro poznavanje interdisciplinarnih vsebin, se pravi informacijskih tehnologij,
obdelujemo ogromne količine podatkov, ker imamo zelo veliko senzorjev, in te ogromne količine podatkov je treba na pameten način obdelovati, kar pomeni, treba je spoznati tudi nekaj o obdelavi podatkov, umetne inteligence, se pravi, da ne bi zahajali v druge podrobnosti. Študij inženirstva strojništva je v resnici interdisciplinarni študij in vse kaj drugega kot tisto, kar si široka javnost predstavlja. Da smo mi neki kovači, da mi ne znamo drugega kot neke zobnike sestaviti, neke navojne gredi in podobno. Skratka, nobene sodobne tehnološke rešitve, nobenega izdelka, ki se ga prodaja na globalnih trgih, ni mogoče ustvariti brez inženirk ali pa inženirja strojništva. Mobilnost se bo v prihodnjih letih močno spremenila, se bo elektrificirala, bodo postali te mobilni sistemi del drugačnih poslovnih modelov, tudi v letalstvu se bo marsikaj spremenilo. In kdo bo to v resnici naredil? Kdo bo to v resnici razvil? Nihče drug kot inženirke in inženirji strojništva. Na koncu sodelujejo v timih, kjer delujejo z drugimi inženirji, z informatiki, z elektrotehniki, z naprimer kemiki. Ampak ko je treba napravo ali stroj izdelati, brez inženirke ali pa inženirja strojništva ne gre. In to je tisto, kar tukaj pravzaprav pridobite. Vsi vemo, da je skrb za zdravo okolje in trajnostno naravnano gospodarstvo in življenjske vzorce prioriteta celotne družbe. To je nekaj, kar nam narekuje politika. Ampak zopet, kdo bo te tehnologije snoval, kdo jih bo implementiral v prakso, kdo jih bo zgradil, kdo jih bo vzdrževal? Inženirke in inženirji strojništva. Skratka, vemo, da smo pred resnimi izzivi, ki jih bo treba na koncu dneva napraviti. In vsi vemo, da smo pred resnimi izzivi, kar zadeva demografske trende. Prebivalstvo se stara, na področju zdravja, na področju terapevtike smo zopet poklicani inženirke in inženirji, da zasnujemo nove tehnične pripomočke, nove diagnostične metode, skratka nove tehnologije, ki bodo omogočale, da bo tudi starajoče se prebivalstvo živelo kvalitetno življenje. Torej, mi smo tisti v prvi vrsti, ki ta standard, družbeni standard omogočamo. No in na Fakulteti za strojništvo smo se temu ustrezno tudi odzvali, na vse te velike trende. Smo se odzvali na način, da smo 30 raziskovalnih laboratorijev, v katerih delujejo naši raziskovalci, in v te laboratorije se vključujejo seveda tudi študenti preko svojih seminarskih nalog, preko svojih zaključnih in diplomskih nalog. Skratka, teh 30 vrhunskih laboratorijev povezujemo v tako imenovane raziskovalne platforme, ki so usmerjene ravno v tista 4 področja, ki smo jih prej omenili, ki določajo pravzaprav našo prihodnost spreminjajoče se družbe. To so tovarne prihodnosti, zelena in varna mobilnost, trajnostna energija in pa seveda področje zdravja. Naše inženirke in inženirji seveda so zelo prepoznavni in cenjeni v gospodarskem okolju, da ne rečem, da so od vseh teh izobraževalnih inštitucij na področju inženirstva najbolj prepoznavni. In tukaj seveda nam pomaga tudi izrazito intenzivno sodelovanje neposredno z gospodarskimi družbami, in v te gospodarske družbe pravzaprav se zaposlujejo tudi naše diplomantke in diplomanti. Skratka, že med samim študijem
boste proti koncu študija verjetno na teh vaših študijskih programih vključeni tako ali drugače v kakšne projekte, ki se odvijajo z gospodarskimi družbami. Zdaj pa na kratko razložim, kako študijski proces na naši fakulteti izgleda. Mi imamo dva prvostopenjska študijska programa, enega, se pravi takega, ki je za vas zanimiv, se pravi drugostopenjski magistrski študijski program in kasneje za tiste, ki se vključujejo v raziskovalno delo, seveda tudi tretjestopenjski doktorski študijski program. Vi ste verjetno danes tukaj zato, da kaj več izveste o teh prvih dveh, se pravi prvostopenjskih študijskih programih, in sicer univerzitetni študijski program in pa visokošolski študijski program. Oba dva programa, kot vidite, prvostopenjska trajata 3 leta in zahtevata 180 kreditnih točk. To je pravzaprav, mi imamo študijski program ovrednoten v kreditne točke, skladno z mednarodno veljavno klasifikacijo, zaradi tega, ker so vsi študijski programi, kot veste, ki so akreditirani v Republiki Sloveniji, potem akreditirani po enotnem sistemu kot po celotni Evropi. Zdaj, naj takoj na začetku omenim, da poleg nacionalne agencije, ki skrbi za zagotavljanje kvalitete izvajanja študijskega programa, ima Fakulteta za strojništvo kot prva tovrstna inštitucija pridobljeno tudi mednarodno licenco, če tako rečem, mednarodno akreditacijo pri agenciji ASIN. To je nemška agencija, najbolj uveljavljena, kar pomeni, da po zaključenem študiju naše diplomantke in naši diplomanti enakovredno konkurirajo z diplomanti ali pa z kandidati iz najbolj prestižnih univerz po celi Evropi. Skratka, to akreditacijo ASIN imajo tudi druge renomirane evropske univerze, kot na primer Tehnična univerza v Münchnu, Tehnična univerza v Berlinu, na Dunaju, v Grazu. Skratka, to so te univerze, s katerimi pravzaprav se mi želimo primerjati, in zelo strogi akreditacijski postopki od nas terjajo, da tudi skrbimo za ustrezno kvaliteto izvajanja študijskih programov. Zdaj, če se najprej osredotočimo na razvojno-raziskovalni program, to se pravi na univerzitetni študijski program. Ta univerzitetni študijski program traja 3 leta in je enovit, se pravi enoten program, kar pomeni, na univerzitetnem študijskem programu od začetka do konca vsi študenti, z izjemo, se pravi 2 izbirnih predmetov, poslušajo enake vsebine. Se pravi, se ne razdelijo na posamezne smeri ali usmeritve, ampak poteka študijski program po enovitem urniku za vse študente. In ta študijski program je namenjen temu, da se znotraj tega programa na področju inženirskega strojništva spozna v bistvu vse zahtevane temeljne vsebine, teoretične vsebine. Zelo veliko je matematike, nič groznega, nekateri mislite, da je to zelo grozno, ampak ta matematika seveda je zelo premišljena, umeščena v ta študijski program, zato ker sodobni inženir vse svoje rešitve zna pretvoriti v modele, teoretične modele, se pravi analitične modele, numerične modele, statistične modele, in zaradi tega je potrebno, da študentke in študenti obvladajo dobro ta teoretična temeljna znanja. Potem so seveda tukaj noter razne mehanike, termodinamike, skratka študijski program je itak objavljen, tako da ga lahko na spletnih straneh preverite. Skratka, tukaj so v prvi stopnji na univerzitetnem študijskem programu položeni osnovni temelji za to, da bi tak diplomant v drugi stopnji, torej na magistrski študijski stopnji, se na posameznih smereh, študijskih smereh lahko potem uveljavil kot raziskovalni inženir, strokovnjak na svojem področju, ki je sposoben potem odgovorno prevzemati različne projekte.
Tako da tukaj bi mogoče na tem mestu zaključil. Študenti, ki diplomirajo na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje, lahko nadaljujejo oziroma praviloma nadaljujejo študij na magistrskem študijskem programu. Se pravi, zelo redki so tisti, ki po zaključenem študijskem programu na prvi stopnji raziskovalnega programa grejo v podjetja, se zaposlijo, zaradi tega, ker je tukaj na tem programu nekoliko manj teh tako imenovanih strokovnih vsebin. Več je temeljnih teoretičnih vsebin, strokovnih vsebin je pa nekoliko manj. Se pravi, in lahko tudi rečemo, da zaradi tega imajo ti diplomanti nekoliko manj zaposlitvenih kompetenc, ker te pridobijo šele potem v magistrskem študijskem programu v nadaljevanju, ki traja 2 leti. Zdaj, kakšni so pogoji za vpis na univerzitetni študijski program? Splošni pogoji so vam verjetno znani. Vsi tisti, ki obiskujete na primer gimnazije ali pa gimnazijske programe, šolske programe in boste opravljali, se pravi, splošno maturo in jo boste seveda uspešno opravili, imate s tem izpolnjen ta pogoj za vpis na univerzitetni študijski program. Za tiste, ki pa opravljate poklicno maturo na enem izmed 4-letnih srednješolskih programih, na primer za strojništvo, na teh srednješolskih centrih so različni programi, za te dijake pa po zaključenem šolanju zahtevamo poleg te poklicne mature še izpit iz splošne mature iz predmeta matematika. Se pravi, matematika je v vsakem primeru pogoj in ta matematika seveda mora biti na nivoju splošne mature. Na to bodite pozorni. Zdaj ta zadnja puščica za vas v bistvu ni relevantna, jo moramo pa po zakonu navajati, to gre pa pravzaprav po ustavi, ima vsakdo v Republiki Sloveniji pravico študirati in to so te stare legende, ki so tako stare legende, da niso več bile udeležene v kakršnikoli maturi in pač je ta klavzula še dodatno navedena. Zdaj, za merila za izbiro pri omejitvi vpisa, vkolikor bo vpisanih kandidatov na ta študij univerzitetnega študijskega programa več, kot je omejitev tega vpisa, in ta omejitev je 180, kot morebiti veste, se pravi, bomo delali pač selekcijo in pri tem bodo upoštevana naslednja merila. In sicer pri tej izbiri bo upoštevan splošni uspeh in pri splošni maturi, ta bo utežen s 30% točkami, potem bo splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole zopet 30% utežen, potem pa seveda pridejo na vrsto uspeh pri matematiki pri splošni maturi in pa uspeh iz predmeta fizika ali mehanika pri splošni maturi. Vsakokrat sta ti dva kriterija utežena po 20 odstotnih točk. Pri kandidatih z poklicno maturo je zadeva zelo podobna. Le da, kot vidite, tamle pod zadnjo alinejo je nekoliko spremenjeno, zaradi tega, ker imajo pač dijaki na srednješolskih programih nekoliko drugačne kurikulume. Ampak na vsak način, če bo kandidatov več, kot je vpisnih mest na univerzitetni študijski program, bodo ti kriteriji seveda upoštevani. Tako da vas morebiti spodbudim, da tisti, ki še imate možnost se popraviti pri, na primer, splošnem učnem uspehu, dajte se potruditi, dajte res vložiti, bom rekel, tisti napor, zato da bi si lahko zagotovili študijsko mesto na fakulteti za strojništvo, ker zagotavljam vam, če boste uspešno zaključili ta študij na tej fakulteti, vam bo to zelo, zelo pozitivno vplivalo na kvaliteto vaše poklicne izbire v prihodnje, da ne govorim seveda potem na kvaliteto vašega življenja v prihodnosti. Zdaj, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, ki teče vzporedno z univerzitetnim študijskim programom, je pa nekoliko drugačen. Res, da je po trajanju enako dolg, torej 3 leta,
dobite naziv diplomirani inženir ali pa inženirka strojništva, z eno spremembo, da ta kurikulum v tem programu ni enovit od začetka do konca, ampak se potem v drugem letniku študentje že usmerijo v več smeri, ki so naštete tukaj, tako da jih lahko preberete, ne bi jih eksplicitno, bom rekel, tukaj navajal. Mogoče samo ta zadnja dva, ki sta vezana na letalstvo in te dve smeri bosta v nadaljevanju današnjega informativnega dneva nekoliko podrobno razložene, zaradi tega, ker sta te dve smeri podvrženi drugačnim zakonodajnim regulativam, če se tako izrazim, in zahtevajo nekoliko drugačen pristop tudi pri študiju. Zdaj, študenti, ki diplomirajo na visokošolskem strokovnem študiju prve stopnje, lahko nadaljujejo študij na magistrskem študijskem programu druge stopnje, se pravi, lahko grejo potem na magistrski študijski program, vendar je treba povedati, da morajo v tem primeru opravljati še diferencialne izpite, če tako rečem. Se pravi, morajo opraviti dodatne kreditne točke, kot je to zapisano v pravilih na naši fakulteti, in te kreditne točke v resnici ni tako zelo enostavno dobiti, zaradi tega, da vas zdaj opozarjam, tisti, ki boste iz visokošolskega strokovnega študija nameravali iti potem naprej na magistrski študijski program, vam bo to praviloma dodatno vzelo 1 leto, zato da boste te dodatne kreditne točke uspeli si zagotoviti, ker je to res pravzaprav zelo zahtevno narediti po eni strani. In tisti, ki že danes imate dovolj samozavesti in ste odločeni, in inženirke in inženirji smo odločeni, skratka, smo usmerjeni v svoje lastne sposobnosti, premislite, ali se ne bi bilo mogoče vredno že kar v začetku vpisati na univerzitetni študijski program, če želite potem nadaljevati študijski program naprej. Zdaj, razlika pa je, na visokošolskem študijskem programu pa dobite že tako imenovane zaposlitvene kompetence, zaradi tega, ker od drugega letnika naprej imate več tako imenovanih strokovnih vsebin, ki vam omogočajo, da ste hitreje, lažje in bolje zaposljivi potem v gospodarstvu in vam omogočajo potem zelo hitro pravzaprav karierno napredovanje potem znotraj samih podjetij. Pogoji za vpis na visokošolski študijski program, vsekakor ne škodi, če imate splošno maturo, če pa imate poklicno maturo v enem izmed 4-letnih študijskih programih, tukaj, ki so našteti, morate imeti pa, pravzaprav je pa dovolj, da imate tole poklicno maturo brez kakšnih dodatnih zahtev v zvezi, na primer, z končanim predmetom matematika. Tukaj tega ni potrebno, ampak je zadosti, da imate opravljeno poklicno maturo na teh šolskih programih, ki so navedeni. Zdaj, če bo na visokošolskem študijskem programu zopet prekoračena kvota, vpisna kvota, tudi tukaj imamo 180 vpisnih mest, v tem primeru bomo pa zopet mogli uporabiti merilo za izbiro ob omejitvi tega vpisa, ki pa je zelo podobna kot v primeru, se pravi, tega univerzitetnega študijskega programa. Upoštevali bomo splošni uspeh pri splošni maturi, splošni uspeh v 3. in 4. letniku, uspeh pri predmetu matematika pri splošni maturi ali pa uspeh iz predmeta fizika ali mehanika pri splošni maturi. Zdaj, tisti kandidati, ki ne boste delali splošne mature in boste imeli samo poklicno maturo, so pa tudi tukaj navedeni kriteriji. Poleg seveda splošnega uspeha in pa splošnega uspeha v 3. in 4. letniku se bo upošteval uspeh iz predmeta matematika pri poklicni maturi in pa uspeh iz predmeta strojništvo in ostalih vsebin, kot je tukaj navedeno,
Vse pa je seveda upoštevano z navedenimi utežmi v končni izbiri. Kako poteka študij? Verjetno veste, da študij ni šolanje. Študij je pravzaprav zelo individualno delo. Tukaj ni nič, da tako rečem, obveznega. Urnike in koledarje in prireditve si kot odrasle osebe sami zasnujete, vendarle je za uspeh na študiju potrebno veliko discipline, veliko dela, veliko prisotnosti na predavanjih, samostojnega domačega dela, projektnega dela, kot boste videli. Organizirana imamo predavanja, v vsakem semestru po 5 predavanj in vsakemu predavanju potem pritičajo še praktične vaje, ki so lahko se pravi predavalnične vaje, laboratorijske vaje, kjer skratka utrjujete tisto snov, ki vam jo profesorji na predavanjih odpredavajo. Zdaj, študenti imajo pri samem študiju kar precej dobro organizirano podporo strani tutorjev, o tem bodo malo študenti kasneje povedali, kako tutorstvo deluje. Potem so tukaj študenti demonstratorji, asistenti so tukaj zato, da so vam na razpolago, kadar kakšna vsebina ni dovolj jasno razložena, da utrdite to znanje, pa tudi profesorji smo venomer odprti za dodatna pojasnila in komuniciramo po elektronski pošti individualno preko govorilnih ur, kakor se temu pač v sodobnem študiju pritiče. Drage dijakinje in dijaki zaenkrat še, in kot sem rekel, upam, da kmalu bodoče študentke in študenti inženirstva strojništva, veseli me, da ste si vzeli čas, da vas ta tema zanima. Razmislite, pred vami je zelo pomembna odločitev, ki bo korenito vplivala na vaše življenje v poklicni poti. Vi boste tista generacija študentov, ki boste verjetno zaključili študij še v prostorih stare fakultete za strojništvo, kot jo imenujemo. Kot veste, bomo drugo leto takle čas začeli graditi novo fakulteto na lokaciji v Brdu, kjer bo postal na nek način naravoslovno-tehniški kampus. Sosedje bomo z fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in z fakulteto za informatiko. Zraven se bo gradila tudi farmacija. No in vsi tisti, ki boste morebiti pa nadaljevali študij na magistrskem študijskem programu, boste prav gotovo ta študij zaključili že pod bistveno drugačnimi pogoji, kot jih imamo tukaj na tej lokaciji. Ne glede na to, da boste vi, da tako rečem, študirali tukaj, pa vam želim res uspešen študij in pa pametno in uspešno odločitev glede vašega nadaljnjega študija. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod dekan. Kot sem rekla, tudi študenti imajo veliko za pokazati, mogoče ste na poti na fakulteto že zunaj opazili formulo. Formula je rezultat študentskega projekta, Formula študent interdisciplinarnih ekipe študentov, ki skupaj potem sestavijo formulo in tekmujejo z njimi na mednarodnih tekmovanjih. Podobno tekmovanje pa imamo tudi za Design Build Fly, pred nami Edward Rusjan tim, ki zelo uspešno konkurira vsem mednarodnim najboljšim univerzam na svetu na tem tekmovanju. Tudi mi smo že premagali, bili so tudi prvi naši študenti. V prostem času študenti res imamo cel kup enih različnih priložnosti, kako se lahko še dodatno udejstvujete. Ta prva fotografija je iz študentske tehniške konference Štekam, kjer se lahko svoje znanstvene ideje že predstavijo tudi dijaki. Druga fotografija je pa recimo iz kariernih zmenkov s podjetji, ker vas probamo
podjetji povezati že tekom študija. Poleg tega seveda, kakor je gospod dekan že omenil, da vas sami laboratoriji lahko vključujejo v svoje raziskovalno delo. Za začetek uspešne kariere se seveda začne z vašo odločitvijo. Največji preskok je seveda ta, ki ga boste naredili iz srednje šole na fakulteto. Ni več to, bom rekla, neko izobraževalno vzgojna ustanova, to je pedagoško-raziskovalna ustanova. Zdaj ste vzgojeni posamezniki, veste, kaj želite, veste, kaj študirate. Nihče vas ne bo priganjal, da hodite na predavanja in vaje, vi veste, kaj je treba in to naredite, zato ker vas to zanima in si to želite. To je odlična investicija, kot v PR-u vam lahko povem, da me praktično vsak dan kontaktirajo iz kakšnega podjetja, kjer si želijo vaših sposobnosti, vaših kompetenc, seveda potem po zaključku študija. Strast je tista bistvena, seveda, ki vas bo vodila pri odločitvi za študij. To vam lahko povem iz prve roke. Tisti, ki vas bo to zelo zanimalo, boste pri tem študiju uspešni. Dodatne informacije seveda si lahko pogledate na spletni strani, naši novi prenovljeni spletni strani in pa na različnih družbenih omrežjih. Verjetno bo vam najbližji Instagram, seveda pa lahko tudi Facebook, Twitter, LinkedIn in pa YouTube. Da pa ne bomo ostali samo pri teoriji, imamo danes tudi goste iz prakse tukaj. Najprej vabim gospoda Jureta, doktorja Jureta Koširja iz Fotone, nam bo predstavil, kako je on začel svojo študijsko pot in seveda potem, koliko so inženirji zaželeni v Fotoni. Ja, najprej vsi skupaj lepo pozdravljeni še z moje strani in dobrodošli na informativnem dnevu. Jaz sem dr. Jure Košir in sem nekdanji študent Fakultete za strojništvo. Danes bi vam pa na kratko predstavil mojo študijsko in pa karierno pot od točke, na kateri ste sedaj vi, pa vse do danes. Sprav prvi korak je bil vpis na Fakulteto za strojništvo, kjer sem izbral razvojno-raziskovalni program do diplomskega študija. Ta program sem izbral zato, ker me je zelo zanimalo raziskovanje novih izdelkov in inovativnih tehnologij. Potem sem se odločil svoje znanje še dodatno nadgraditi na drugi stopnji, kjer sem izbral smer mehatronika in laserska tehnika. Tukaj sem pa imel zelo dobro priložnost izobraževanja v tujini, kjer sem se vpisal na eno najboljših univerz v Evropi, to je KU Leuven v Belgiji. In z veseljem vam povem, da znanje, ki sem ga dobil na Fakulteti za strojništvo, točno v tej predavalnici je na zelo visokem nivoju, zato sem brez težav sledil tudi tujim programom na najvišjem nivoju. Potem sem nadaljeval tudi svoje izobraževanje na tretji stopnji, to je doktorski študij, in sočasno sem se na fakulteti tudi zaposlil. Nekaj časa sem deloval tudi kot asistent. V svoji doktorski dizertaciji pa sem se ukvarjal z razvojem naprednih algoritmov in nadzornega modula za nadzorovanje laserskih medicinskih terapij. To je bil sicer del večjega projekta, kjer sem že sodeloval tudi z industrijo, bolj točno z podjetjem Fotona, kjer smo razvijali pravzaprav izvajanje oziroma avtomatsko izvajanje laserskih posegov z robotsko roko, ki jo lahko vidimo tudi na sliki levo. V preteklem letu sem se na Fotoni tudi sam zaposlil, kjer sem razvojni inženir v tako imenovani znanstveni skupini v razvojnem oddelku. Naj povem, da je to vodilno podjetje na svetu za razvoj in proizvodnjo medicinskih laserjev, kjer se ukvarjamo predvsem z laserskimi sistemi za odstranjevanje tetovaž, potem recimo za sisteme v zobozdravstvu in pa najrazličnejše dermatološke aplikacije. To pa seveda ne gre brez perspektivnega kadra in lahko se spet pohvalim, da je veliko tega kadra, velik delež je inženirjev strojništva, zato smo v Fotoni priznani po svoji inovativnosti, kvalitetnih izdelkih in imamo številne patentirane lastne rešitve. Kaj zajema vloga inženirja v našem podjetju? Najprej bi povedal, da je inženir oziroma inženirka strojništva zelo spoštovan in zaželen kader, zato vsako leto tudi končne oziroma študente višjih letnikov
povabimo na naše podjetje, kjer jim predstavimo raziskovalni oddelek in pa proizvodni oddelek. Lahko pa jih najdemo na vseh korakih razvoja nekega izdelka oziroma tehnologije, torej od oblikovanja, torej 3D konstruiranja izdelkov, potem do razvoja naprednih algoritmov, tiskanih vezij, do aplikativnega razvoja, kjer gre za sodelovanje tudi z zdravniki, z dermatologi, predvsem v našem primeru razvoj dermatoloških terapij, zobozdravstvenih posegov in tako naprej. Zaradi svojega področja smo tudi zelo mednarodno vpeti, veliko sodelujemo s Fakulteto za strojništvo, tako kot z drugimi mednarodno uveljavljenimi inštitucijami, univerzami. In tukaj pokažem še eno zadnjo slikco, selfie z našega obiska v Londonu, kjer bomo skupaj z univerzo v Sussexu raziskovali vpliv laserske svetlobe na žive celice. Za konec bi vam pa pokazal še delovanje prototipa, ki je plod izključno skorajda inženirjev strojništva. Tukaj gre za avtomatizirano izvajanje laserskega posega, kjer robotska roka recimo nadomesti izvajanje s strani operaterja. To je z moje strani vse. Jaz vam želim veliko sreče na vaši poti in upam, da sem vam poklic inženirja strojništva pokazal še malo na drugačen način oziroma na drugem področju. Hvala za vašo pozornost. Jure, hvala lepa. Imamo pa še eno gostjo iz prakse, v zadnjem času je bila bolj medijsko izpostavljena, to je inženirka leta, Roxana Kolar in letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika. Roxana, lepo prosim. Pozdravljeni, jaz s prejšnjim sogovorcem imam skupno mogoče tole, tako da moram dol pokriti, da ne v videu, a ne. Začela bom čisto enostavno na tem mestu, kjer ste vi danes. Jaz za razliko od ostalih, jaz sem vedela, kaj želim biti po poklicu. Vedela sem, kaj želim delati, ko bom odrasla. In nekako edina formalna izobrazba iz mojega poklica biti letalski tehnik je na Fakulteti za strojništvo, smer letalstvo. Se pravi, cilj je bil jasen, zato sem šla po končani osnovni šoli naravnost v srednjo tehnično strojno šolo. In mi je bil zato tudi prehod potem kasneje na visokošolski študij bistveno lažji. Vpisala sem smer snovanja in vzdrževanja letal. Zdaj bom šla pa tako čisto življenjsko, zaradi tega, ker mene tole malo groza videti iz te strani tole predavalnico, ker sem bila na vašem mestu. Pred tole tablo boste zelo veliko, sploh na kakšnih zagovorih, mogoče se je to malo spremenilo, pa niti ne, ampak v tej predavalnici boste poslušali enkratna predavanja, ki vam bojo razširila znanja. In pogosto me ljudje sprašujejo, kaj pomeni biti strojni tehnik, strojni inženir, tako naprej. V bistvu mi smo neke vrste sodobni detektivi v vsakdanjem življenju, ker smo po naravi radovedni, igrivi. Želimo iskati rešitve, iščemo rešitve, rešujemo uganke in s tem posledično razvijamo izdelke, razvijamo rešitve, ki nam v vsakdanjem življenju veliko pomenijo, pa jih mogoče ne zaznamo. In pogosto boste srečali tudi ljudi v svojem življenju, ki si bojo znali predstavljati vaš poklic ravno tako, kot je rekel prej moj predhodnik dekan, da smo to strojniki ljudje, ki delamo za stroji, operiramo za stroji, smo skozi umazani in tako naprej. Ne, to ni strojništvo. Strojništvo v prvi vrsti je to, da vi stojite vzadaj za eno idejo, da greste do enega izdelka in začnete na začetku. Kje se bo ta ideja uporabljala, zakaj se bo ta izdelek uporabljal, kako bo v širši množici prepoznaven in zakaj ga bo ta množica potrebovala. In splošno strojništvo je to. Zdaj pa še nekaj čistko enostavno. Ko boste vpisovali študij, odločite se modro. Smeri so različne, smeri so iz te perspektive, kjer ste sedaj zelo ozko usmerjene, pa ni res. Svet letalstva, iz katerega izhajam jaz, imate, kako bom rekla, zelo veliko povezave tudi s kemijo, zaradi tega, ker v neki fazi se srečate s kompozitnimi materiali. Veliko imate opravka z elektrotehniko, ker danes dejansko stroja, ki ne bi bil povezan z elektrotehniko, ni. Veliko imate opravka tudi z modeliranjem oziroma tudi s programiranjem. Tako da ne glede, kako ozke smeri imate, vsaj mislite, da so, niso, so zelo široke, zelo perspektivne.
Tudi kot diplomant letalske smeri se lahko zaposlite v splošnem strojništvu oziroma lahko se zaposlite v podjetjih, ki se ukvarjajo z raziskavo, kot je na primer Pipistrel. Od tukaj boste videli tudi v podjetju, iz katerega prihajam, Adria Tehnika. Biti v Adrii Tehniki zaposlen ne pomeni samo, da si letalski mehanik. Imamo inženirje, imamo strukturalne mehanike, imamo NDT oziroma neporušne preiskave in tako naprej. Tako da tudi znotraj tega ste zaposljiv kader. In kar se tiče, če vas je strah svoje prihodnosti, kje najti službo? Naj vas ne bo. Strojniki so zelo zaželeni, zelo perspektiven kader. Pa še eno prednost imate. Strojništvo je toliko širok pojem, da imate lahko 90% svojega delovnika z računalnikom in 10% fizično delate nekaj z rokami, lahko imate pa 90% fizičnega dela in pa 10% z računalnikom. Čisto odvisno, kako si naredite. In glede na to, da se morate enkrat pač v svoji karieri odločiti, kaj boste delali, odločite se modro, odločite se pametno, ampak glede na to, da sedite tukaj, že približno veste, kje boste, prišli ste samo še pofirpcat, če je mogoče to res za vas. In ja, študij strojništva je za vas, mogoče se to naučili dobro sedeti v začetni fazi, ker je prehod mičken drugačen iz srednje šole na fakulteto, ampak boste videli, tudi en predmet ali pa dva vam boste mogoče ponagajala zaradi tega, ker je pač predavanje mičken drugače sestavljeno, kot boste vi razumeli, ampak ne zato obupati, vztrajajte do konca. Hvala. Roxana, hvala lepa. Ni fakultete brez študentov. In zdaj bojo še študenti povedali svoje, kako zastopajo vaše pravice, kaj oni vse počnejo in kako se vam lahko približajo. Predstavljal se bo študentski svet z Mihaelom Blatnikom. Prosim. Drage dijakinje, dragi dijaki, moje ime je Mihael in vas vse lepo pozdravljam v imenu študentskega sveta Fakultete za strojništvo. Pred vami je novo obdobje, obrnil se bo nov list vašega življenja in zopet bodo tu priložnosti za neke nove odločitve, nove ideje in uspehe, seveda pa tudi za novo srečo. Vsak začetek študijskega leta spremljajo neka pričakovanja, veselje, radovednost, hkrati pa tudi skrb, da pa bo te skrbi čim manj, pa je še kako pomembna močna organiziranost in pa povezanost. Zdaj, študentski svet je edini uradni predstavnik vseh študentov, hkrati pa tudi edini uradni organ, ki študente povezuje z vodstvom fakultete, univerzo in pa tudi drugimi organizacijami. Glavno področje delovanja je predvsem, se pravi, oblikovanje študentskih mnenj o pedagoškem delu delavcev, hkrati pa tudi imenovanje študentskih predstavnikov v organih in pa komisijah. Pri tem si prizadevamo tudi za sofinanciranje aktivnosti študentov in pa vzdrževanju rednega in zadostnega kontakta z vodstvom fakultete. Po drugi strani pa je študentski svet tukaj tudi predvsem z namenom, da poskuša reševati probleme, ki se pojavijo tekom študijskega leta, tako za skupino študentov, kot tudi za vsakega posameznika. In smo organ, na katerega se lahko študentje vedno zanesejo, tako da na koncu nikoli ne ostanete sami. V študentskem svetu in na fakulteti smo prepričani, da volje do študija, spoznavanja novega in pa sodelovanja ter angažiranosti ne bo nič manj kot doslej. Zato upajte si več, kot od vas pričakuje okolje, v katerega vstopate. Naj bo vodilo vaših študentskih dni odprtost do številnih študijskih vsebin, ki se vam ponujajo, ker vam bo to pridobljeno znanje koristilo celo življenje. Tako da izkoristite vse možnosti, ki so vam na voljo, in spoznavajte svet prek ljudi, ki jih boste spoznali na tej vznemirljivi poti. Tako da prav vsem želim uspeha polno preostalo šolsko leto in upam, da se kmalu spet srečamo. Hvala. Miha, hvala lepa. Na oder pa vabim naslednjega Mihata Kendarja, to je predstavnik študentske organizacije Fakultete za strojništvo, ki ni uradni predstavnik fakultete, vendar organizira res vrsto zanimivih aktivnosti za študente. Miha, lepo prosim. Ja, lepo pozdravljeni še iz moje strani, jaz sem Miha in predstavnik
študentske organizacije, Fakultete za strojništvo. Kaj smo mi? Mi smo skupina študentov naše fakultete, ki se ukvarja z organizacijo obštudijskih dejavnosti. Za vas smo pripravili en video, ko upam, da bo spremembo delu. Evo. Ja, to smo mi in s tem se ukvarjamo. Kakor ste videli že v videu, organiziramo različne tečaje ali dodatna znanja, ki jih včasih študijski program ne zajema, kakor so sploh jezikovni tečaji, videli ste tamle tečaj Photoshopa, potem so kaki bolj karierno usmerjeni dogodki, ki jih tudi včasih organiziramo z kariernimi centri Univerze v Ljubljani, kakor vidite, Spinpaj svoj CV. Sodelujemo z študentskim svetom, večkrat letno organiziramo kak pub quiz, če poznate, v lokalnem Forster baru. In pa redno nas tudi najdete v avli naše fakultete na kakih kavnih dnevih, zdaj bomo imeli malo tudi krofe in podobno. Začetek vsakega leta, vsakega študijskega leta, vas pričakamo na študentskem kampusu z največjim strojniškim piknikom. Naslednje leto, ko boste vi bruci, bo že 4. tradicionalni. O tem boste tisti, ki se boste odločili za študij na naši fakulteti, tudi več slišali v začetku leta. Da ne bom predolg, najdete nas na naših kanalih. Na Facebooku smo tudi prijavili serijo parih videov, Q&A, najbolj pogosta vprašanja študentov. Če vas pa karkoli dodatno zanima, tudi iz perspektive trenutnih študentov na fakulteti za strojništvo, pa ne se bati vprašati. To bo to iz naše strani. Hvala. Tako, prišli smo do konca naše predstavitve, ampak ne čist zares. PowerPoint se je zaključil za vse, ki vas ne zanima letalstva, vse letalce bodoče vabim, da pridete v to predavalnico 5/8, v 5. nadstropje, oziroma ostanete tukaj. Ostale pa vabim, da lepo počasi tam eden pa po eden odidete ven, vas bojo hitro formirali v skupine in si ogledate naše laboratorije. Hvala vsem za udeležbo. Tako, nadaljujemo z bodočimi letalci. Več podrobnosti, kako je treba poleg študijskega programa na visokošolskem programu pač opraviti, vam bo predstavil višji predavatelj, dr. Igor Petrovič. Prosim. Hvala za besedo. Ja, letalstvo imamo možnost še posebej predstavljati, predvsem zato, ker smo malo bolj omejeni. Je že dekan vnaprej napovedal, kakšne omejitve imamo. Tako da je nekaj teh omejitev bi vam danes tukaj rad predstavil. Še bolj in ključno pa je to, s čemer se ponašamo. Namreč fakulteta za strojništvo in potem posledično letalstvo tukaj noter je edini center tukaj noter, ki vam da teoretično usposabljanje
široko tehnično znanje, visokošolsko strokovno izobrazbo, ne, in hkrati je še v skladu z EASA predpisi. Boste videli pol, kaj to točno je, malo bolj bom utemeljil, ampak ključno je to, ja, vi lahko ratate piloti, tako da greste v aeroklub, naredite licenco, pa greste kam drugam to delati, ampak ne boste pa na koncu tudi inženirke in inženirji strojništva. No, smo slišali kar ene parkrat, zelo pomembno, zakaj pride COVID obdobje, pa veste, kaj se je zgodilo. Je bil velik zaton, prometa, dočim zdaj spet v takem porastu, da je že skoraj na tistih številkah, kaj je bilo prej. In inženirji in inženirke strojništva so bili uporabni in so se prekvalificirali zelo hitro so potem tudi drugje mogoče ugotovili, da jih pa tudi tisto zanima. Tako da danes tukaj lepo vabljeni in upam, da niso samo tisti, ki hočejo biti piloti, ne samo vzdrževalci, vsi, ki vas letalstvo zanima kot tako. Kot prvo, če hočete priti na smer letalstva, se pravi, smeri sta dve, prometni pilot letala in snovanje in vzdrževanje letal, morate izbrati visokošolski strokovni študij. To je bila ta druga opcija, prej, ki je dekan predstavljal. Zakaj? Zato, ker šele tukaj imamo potem te dve smeri. Torej, smer prometni pilot letala ali helikopterja ter smer snovanje in vzdrževanje letal, ki sta nekoliko bolj regulirani. V prvih 2 letih imate splošne strojniške predmete, kasneje dobite bolj strokovne, bolj predmete, ki vas mogoče že zanimajo, ker imajo več veze z letalstvom. Ker ste pa vi inženirji na koncu strojništva, morate poslušati pa ja, tudi matematiko, tudi mehaniko, tudi vse ostale stvari, ki vam bodo lahko prišle tudi prav, sigurno pa prav pridejo tudi pri razumevanju letalskih vsebin. Ta smer, ki je prometni pilot letala ali helikopterja in je hkrati tudi certificirane strani EASA, se pravi ne samo ASIN, ampak tukaj imamo še EASA, ki je Evropska agencija za varnost v letalstvu, nam omogoča, da skladno z določenimi zahtevami, ki jih moramo izpolnjevati, lahko izobražujemo bodoče pilote. In tisti, ki se pri nas vpišejo na smer prometni pilot letala in hkrati opravijo še par malenkosti, so prisotni, imajo neko licenco in tako naprej, bomo še povedali, na koncu dobijo priporočilo organizacije za usposabljanje, to smo mi, Fakulteta za strojništvo, za opravljanje izpitov na agenciji za letalstvo. Seveda so to teoretični izpiti, tudi več o tem še malo kasneje. In to je ta rdeč kvadratek tukaj gor. Na drugi strani imamo pa snovanje in vzdrževanje letal. Področje, ki je tako široko, da nikakor ga ne moremo pokriti v tem letu in pol vsebin, ki jih tukaj dobite, oziroma 2 letih, ampak dobite pa vsaj vpogled v to. Zakaj? Na koncu, zelo sem vesel, da vas vidim tako polno predavalnico. Na koncu ponovadi imamo vsako leto približno 20-25 študentov, študent, ki se odločijo za to in se lahko potem zelo široko odločijo, kje nadaljujejo. Rosana je prej lepo povedala, ja, Pipistel, ja, Adria Tehnika, snovanje in vzdrževanje je res široko področje in hkrati, zakaj bi se omejevali v Sloveniji? Možnost nadaljevanja študija, možnost tujine je zelo blizu. Slišali ste prej iz Fotone, dr. Koširek je rekel, jaz sem šel v KU Leuven, tudi letalci imate možnost nadaljevati. Seveda sta tiste diferencialni izpiti, ki jih je dekan prej omenil, ampak verjemite mi, tisti, ki si je zadal in vsako leto imamo kakšne take študente, lahko tudi že znotraj tega študija v zadnjem semestru naredi pa še tisto matematiko, ki je res na višjem nivoju, na univerzitetnem, ampak ni pa to nikakor taka ovira, da ne bi mogel iti potem tudi naprej na drugo stopnjo. To, da smo odobrena organizacija, pomeni, da smo naredili določene postopke in da imamo certifikat. Ker imamo certifikat, moramo izpolnjevati določene stvari. Ena izmed teh, in zato smo danes tukaj dobili še to čas, da vam posebej smer predstavimo, je ta, da morate tisti, ki hočete biti piloti in dobiti priporočilo, pred 4. semestrom, to je druga polovica 2. letnika, imeti PPL licenco, se pravi licenco športnega pilota letala. Zakaj? Naše šolanje je modularno, kar pomeni sledi nečemu, kar je bilo že narejeno. PPL licenca boste jo naredili v drugih klubih ali pa lahko tudi po tem novem ima Fakulteta za strojništvo možnost tudi šolanja za teoretično usposabljanje za športnega pilota letala. Ta smer vam nudi ravno to. Vsa znanja, ki so določena z EASO.
Se pravi, mi imamo točno določen, kaj morate vi vedeti od aeromehanike, od sistemov na letalo, od letalske navigacije in tako naprej. In vse to je implementirano v ta študij. Kar pomeni, na koncu, ko boste naredili to smer z vsemi temi predmeti, so ti predmeti del študija in so ti predmeti del vaše bodoče licence. Praktično usposabljanje pri nas ne nudimo. Imamo simulator, kjer vam lahko pokažemo neke postopke in vam prikažemo te stvari, ampak praktično usposabljanje pa tisto, ki ga pa morate vi opravljati v drugih letalskih ali aeroklubih ali letalskih šolah za nadaljevanje. Zato pa, da ratate kompetenten pilot, potrebujete pa kar nekaj. Kot prvo, sigurno ta baza teoretičnih znanj, v čemer smo tukaj na strojni fakulteti kar močni. Hkrati dobite tudi neka praktična znanja. En del praktičnih znanj morate prinesti s seboj iz športnega pilota letala, en del pol praktičnih znanj dobite tukaj lahko tudi na simulatorju. Sigurno boste mogli pa to zelo veliko nadgrajevati, zato da boste na koncu dobri piloti. Sigurno sta pa še dva pomembna aspekta. Ena je zdravstvena sposobnost. Fama je, da nekdo, ki ima očala, ne more v letalo, na primer v Slovenski vojski ali pa kjer, da ne more biti pilot. Za tiste, ki vas je toliko strah, ni problema. Pojdite takoj, greste lahko k zdravniku po certifikat, da ste sposobni, da imate prvi razred, da lahko naredite za poklicnega pilota in lahko že takoj vidite, a ste ali niste. Ampak kot rečeno, dioptrija ni problem, plombe niso problem. Okay? Druga stvar, zelo pomembna, je pa finančna zmožnost. Piloti imate kar nekaj tega obveznega izobraževanja. Praktično izobraževanje, ki ga mi ne izvajamo, stane. In to, koliko kaj stane, bom pol na hitro omenil. Sigurno je tukaj ena izmed zelo dobrih opcij za tiste, ki so bolj nadarjeni, mogoče nadaljevanje v Slovenski vojski. Tam imajo celo štipendijo za tiste kandidate, ki prestanejo selekcijo in kandidatke, se pravičujem, danes moramo oboje povedati, zato ker so tudi zelo dobre kandidatke, ki nadaljujejo šolanje potem v okviru fakultete za strojništvo in Slovenske vojske. Tako da en del finančne zmožnosti sigurno lahko tudi kakšni štipenditorji pokrijejo, je pa tudi možnost, da si sami lahko krijete te stroške, najamete kredit tako kot v Ameriki, in pol ga boste hitro lahko odplačali, ko boste imeli dobro službo, ko bo dobro plačana. Žal, ampak tako je, vse te stvari je treba vzeti v zakup in to vam omogoča na koncu, da ratate kompetentni piloti. Približno 45 ur praktičnih rabite za PPL, to je minimum. Ponavadi se nabere kar malo več ur. In to je ta prvi stolpec tukaj, ki ga ne vidite, pa pride tukaj 100 ur teoretičnega znanja, 45 ur je za praktičnega, za PPL minimum. To je tisto, s čimer pridete že na fakulteto za strojništvo. Ne rabite priti na fakulteto, pridete na smer. Se pravi, drugi semester, drugega letnika morate to imeti. Zakaj? Vkolikor nimate, vam po EASI mi ne moramo priznati teh obveznosti. Ne glede na to, ko dobite vsa ta znanja in nadaljujete, potem nadaljujete v komercialno CPL licenco in ATPL licenco. Poanta na koncu je ATPL, kjer ste prometni pilot letala, tako kot se imenuje ta smer, kjer potrebujete 1000 ur praktičnega naleta. Zdaj, če damo na hitro čez palc 150 evrov, 1 ura na letalski šoli na enostavnem letalu, krat 1000, pa potrebujete večja, bolj komplicirana letala, vidite, da se kar nabere, ampak stvar je v tem, da ATPL, teoretično znanje, pridobite tukaj, izpit teoretični, opravite na agenciji za letalstvo, ure pa letite, ko ste že v službi. Zakaj? Ko imate enkrat CPL licenco, vi ste zaposljivi, lahko letite in potem služite denar, tako skozi službo pridete potem do ATPL. Predvsem to, da je tukaj 1000 ur tudi teoretičnega pouka pri ATPL-u, ki je, 750, ki je implementiran v naše študijske programe. Pogoji za pridobitev, to, kar smo prej rekli, da ima EASA stroge pogoje, so pa te. Kot prvo, PPL licenca za letalo pred pričetkom drugega semestra drugega letnika. Ko boste to imeli opravljeno in boste že začeli poslušati te predmete, boste mogli opraviti vseh 14 letalskih predmetov. Govorimo o letalskih, zakaj? Strojni elementi niso letalski predmet. Mehanika
matematika, fizika niso. In ti naši letalski predmeti so skoncentrirani v zadnjem letu in pol, ker morate vi v 18 mesecih opraviti vse te predmete, morate biti 75% uspešni in morate biti 80% prisotni vsaj. Tisto, kar je prej povedala Tanja, ja, saj sami veste, boste angažirani, hočete biti na predavanjih, je tle tudi morate biti. Se opravičujem, EASA zahteva, mi zahtevamo in to bo moglo biti tudi pisno potrjeno. To so zdaj tisti pogoji, ki so mogoče zdaj slišati malo ostri, ampak verjemite mi, vsak, ki se loti tega na fakulteti za strojništvo, je sposoben to tudi narediti. So delali tudi kakšne izpite 2-krat ali 3-krat, ampak najkasneje 3-krat. Tisti, ki je hotel, je naredil. Večina pa že v prvo. Zdaj pa še druga smer, snovanje in vzdrževanje letal, kjer je ta širok pojem združen v eno majhno smer in dobite približen vpogled v snovanje in vzdrževanje. Hkrati pri vseh teh predmetih, ki so še dodatni zraven, na primer za vzdrževanje letal, za snovanje, prvi in drugi predmet in tako naprej, vam omogoča, da na koncu, ko opravite to smer na fakulteti za strojništvo, greste za pridobitev priznanja teh znanj na Agencijo za letalstvo, kjer vam lahko priznajo kategorijo C po EASA delu 66. Tukaj so napisani moduli, ki vam jih priznajo in moduli, ki vam jih ne priznajo. To ni standarden postopek, ta postopek spet stane in je treba individualno tam urediti, ampak se da. Tudi mi na fakulteti smo probali pristopiti k temu, pa vam reči, zakaj pa ne bi te dodatne module ne samo delali v Adri Tehniki pa Solineru, ampak tudi v drugih šolah in tudi na fakulteti smo zdaj rekli, in bomo tudi to ponudili v obliki nekih mikrodokazil. To je neka stvar zraven, ki prihaja zdajle, jo oblikujemo in bo oblikovana tako, da bo tudi snovalcem in vzdrževalcem omogočila telih dodatne module, da boste na koncu lahko dobili tisto licenco. Ekskurzije in potencialni delodajalci, jih je kar nekaj. Tudi videli boste predstavitev iz podjetja, potem kasneje, kjer smo bili in smo vsako leto, tudi iz Slovenske vojske, tudi iz ostalih, ki so zanimivi in na koncu, tako kot je prej povedala Rosana, široko je področje. Čeprav se vam zdi smer ozka, se na koncu to toliko razdeli in toliko enih možnosti, da če vas malo tole zanima, jaz mislim, da je to kar primerno tudi za vas. Za kakršnekoli dodatne informacije, če komu kaj ni bilo jasno, zelo veliko komplikacij še tukaj za pilote, lahko pišete, lahko pokličete, bomo odgovorili, nekaj imamo tudi na naši spletni strani, ampak v grobem pa mislim, da je to, na koncu pa vabljeni tudi k vprašanjem, ko boste končala tudi predstavitve Slovenske vojske in Adrie Tehnike. Hvala. Lepo pozdravljeni, sem nadporočnik David Bojanec in bom danes skupaj z mojim kolegom, stotnikom Sebastianom Križajem, bova v imenu 15. polka predstavila, kako postati pilot oziroma letalski inženir v Slovenski vojski. Za začetek predlagam, da pregledamo en kratek video, kaj mi počnemo. A bo? This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, oh. I'm dangerous. So dangerous. I'm dangerous. Oscar 44, turn left at Echo, crossing with crossing, turn left at Delta, crossing with to the left and contact now went off. Left and Delta, crossing. Cause here I come.
I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, begging for mercy. Oh. I'm dangerous. So dangerous. I'm dangerous. So dangerous. V redu. V kratkem videu ste videli spekter nalog, kaj vse počnemo. Verjetno vas pa zanima, kako pride do tega poklica oziroma kako se cela zgodba začne. Po končani srednji šoli sledi vpis na fakulteto za strojništvo tukaj v Ljubljani, pridobitev kadrovske štipendije Ministrstva za obrambo. Vse v redu. Pridobitev kadrovske štipendije Ministrstva za obrambo. Kandidati, ki so na selekciji uspešni, nadaljujejo z usposabljanjem v Vipavi oziroma s temeljnim vojaškim usposabljanjem in potem nadaljevanjem vojaškim usposabljanjem na šoli začasnika v Mariboru. Po končani šoli pridejo nazaj v letalsko enoto in nadaljujejo z letalskim usposabljanjem v naši letalski šoli. Kar se fakultete tiče, je že prej dr. Igor Petrovič povedal osnove. V bistvu 3 semestre imate splošnega programa za strojništvo, 3 semestre letalskih predmetov in pa naši štipendisti pri nas opravijo, se pravi, tudi letalsko prakso oziroma že prvo licenco športnega pilota PPLA. Kar se sistema štipendij tiče, študentje, se pravi fakultete za strojništvo, se prijavijo na razpis, ki je objavljen na spletni strani Postani vojak, si bomo pogledali v nadaljevanju. Kandidate se povabi na selekcijski postopek, sledi zdravniški pregled, psihotesti, razgovor, testi poznavanja letala in pa 6 ur praktičnega letenja na šolskem letalu ZLIN 242, kjer preverimo, se pravi, kako hitro oziroma na kakšen način fantje in dekleta napredujejo v letenju. Pogoj, marsikoga zanima, verjetno koliko ur rab prej oziroma kakšno licenco. Nič. Se pravi, večina naših kandidatov, večina naših bodočih pilotov je čistih začetnikov. Za vse šolanje poskrbi naprej potem letalska šola. Javni natečaj, objavljen na spletni strani Postani vojak, trenutno letos razpisanih skupno število štipendij, mislim, da je 80 za, se pravi, medicino, zdravstvo in tako naprej. Če pogledate strojništvo, letalstvo, letalski inženir, ladijsko strojništvo, elektrotehniko in tako dalje. Rok prijave za pilote 15.4.2023. Razpis je aktualen tudi za vas bodoče študente, se pravi zdajšnje dijake. Zadnji 2-3 leti je praksa, da že 4. letniki srednjih šol se lahko prijavijo na selekcijski postopek. Sama selekcija traja 14 dni do 3 tedne, glede na uspeh se kandidatu podelijo štipendije. Dobitniki štipendiranja, se pravi, imajo omogočeno izvajanje prakse, pridobijo športno licenco PPLA, nadaljujejo z naletom za pridobitev inštrumentalnega ratinga in potem poklicne licence pilota. Po zaključku študija na fakulteti, se pravi po diplomi, sledi 3-mesečno temeljno vojaško strokovno usposabljanje v Vipavi in pa kasneje 1 leto nadaljevalnega usposabljanja začasnika Slovenske vojske v Mariboru. V tem času, v teh, se pravi, 18 mesecih, še 3 mesece specializacije, v bistvu pilot ne leti. V zadnjem mesecu specializacije 5 ur, potem pa intenzivno šolanje.
naslednji 2-3 leta za vse licence, vse ratinge, da postane operativen in izvaja operativne naloge. Se pravi, po šoli za častnike, glede na kadrovske potrebe, se razdeli kandidatke na pilote letal oziroma pilote helikopterjev. Proba se upoštevati želje, če se le da, da tisti, ki izraža željo za helikopter, leti helikopter, pilot letala, letalo. Če so kadrovske potrebe drugačne, pač je izbira, kakršna je tisto leto. Nikjer ni eksplicitno rečeno, tiš pa pilot helikopterja, ki se prijaviš na selekcijo. In pa potem pilot začetnik v letalski šoli pridobi vse potrebne licence, ratinge na helikopterju Bell 206 Jet Ranger oziroma šolskem letalu ZLIN 242 oziroma ZLIN 143. Nadaljevalno šolanje sledi na helikopterjih Bell 412 Cougar, na letalu PC-6 in pa na letalu PC-9 Hudournik že v bojnih eskadriljah. Še nekaj malega slikic, potem pa na voljo za vprašanja. Kar se tiče nadaljevalnega šolanja v letalski šoli po pridobljenih licencah, piloti helikopterjev odletijo še naloge nošenja tovora, delo z vrečo za gašenje požarov, delo z elektromotornim vitlom, nočno letenje z očali za nočno gledanje in pa opravijo bojno streljanje. Piloti letal opravljajo bojno streljanje na Pilatusu PC-9 Hudournik, uporabljajo mitraljeze, bombe, rakete, letijo za potrebe navajalcev združenega ognja oziroma JTAG-e in pa opravljajo transportne prevoze v mednarodnem zračnem prometu in sodelujejo na mednarodnih in domačih vajah. Čisto kratek pregled vseh nalog, ki jih opravlja pilot helikopterja, se pravi od vzpostavljanja ostalih enot, nošenja tovora, gašenja požarov, sodelovanja v sistemu zaščite reševanja, prevoza meteorologov, sodelovanja na vajah, misijah, VIP prevozov, trenaži, je zadeva kar dinamična. Pilot letala ima manjši spekter oziroma bolj skoncentriran, isto vzpostavljanje ostalih enot, metanje padalcev, sodelovanje na vajah, transport, VIP, leti in pa trenaža, da ostajajo v dobri letalski kondiciji. Za zaključek imam nekaj slikic, potem pa vprašanja. Hvala lepa za to zanimivo predstavitev. Za katedro pa vabim naše druge goste iz Adria Tehnike. Pripravljeni? Tudi mene, kot gospoda dekana in njegove kolege s fakultete veseli, da ste danes v tako velikem številu. Še bolj me pa veseli, ker med vami vidim 10 leta. Mojo kolegico oziroma sodelavko Roštano Kolar ste poznali letošnja nominirana stranka inženirke leta. Vsi upamo, da boste postali njeni kolegi, kar pomeni, da se boste vpisali na strojno fakulteto v Ljubljani, kot je rekel dekan, eno najboljših fakultet v širši regiji. Že s tem, ko ste tukaj, ko ste se odločili, da pridete na strojno fakulteto na informativni dan, ste nekaj posebnega. Zdravniki skrbijo za posameznika. Vaše delo skrbi za dobrobit človeštva. S tem, da ste tukaj na predstavitvi letalske smeri, ste še bolj nekaj posebnega. Zapomnite si, aviacija je res nekaj posebnega. Zdaj bom minuto čisto tiho.
and look inside mine. I'm a long way from paradise. I've said goodbye. I'm the boy who cried. There's a wolf outside the door and I'm in trouble. Every wolf I've seen before, I didn't last long. Sunrise coming, I better get going. I gotta get home, man. I better get going. No one's here and the warm wind's blowing. There's a dark heat growing. I gotta get going. I better get going. Videli si predstavitveni video Adrie Tehnike. Mi smo mednarodno podjetje s sedežem na Brniku. Z vami sem, kot rečeno, Biserka Prošek, jaz sem vodja oddelka za kadre, pravne in splošne zadeve. Ko pridete v naš facility, kot mi temu rečemo, najprej srečate mene. Potem pa upajte, da do penzije nikoli več. Z mano je tudi kolega Gregor Bizil, letalski inženir, licenciran mehanik in inštruktor in seveda diplomant strojne fakultete v Ljubljani. Tri stavke v skupini. Adria Tehnika je članica skupine Avia Prime. Poleg nje seveda poljski Linetech in pa srbski JAT Tehnika. Imamo certifikate za servisiranje letal skupine oziroma familije Airbus, Boeing, Bombardier, zdajšnji bivši Bombardier, zdajšnji Mitsubishi, Embraer in ATR. Adria Tehnika je bila včasih del Adrie Airways, slovenskega letalskega prevoznika, ki ga žal ni več. Vsi močno upamo, da bo država Slovenija zbrala toliko moči in denarja in ustanovila novega letalskega prevoznika. Tudi zato, da boste vsi, ki boste postali nekoč piloti, lahko delali v tej organizaciji in da bomo mi kot Adria Tehnika lahko servisirali njihova letala. Delamo na Brniku na mednarodnem letališču, imamo 4 hangarje, približno 10 tisoč kvadratnih metrov velikih. Delamo naenkrat 10 letalskih linij, redno zaposlenih 250. Kolegov in kolegic v visoki sezoni, ki traja pri nas nekako od septembra do maja, imamo v hiši še pogodbene delavce iz cele Evrope. To so licencirani mehaniki z mednarodno priznanimi licencami. V planu imamo, takole bom rekla, servisiramo zaenkrat ozkotrupna komercialna letala, nekaj biznis aviacije. Kaj so širokotrupna in kaj so ozkotrupna letala, boste izvedeli tudi na tej fakulteti. In planiramo, kot vidite, izgradnjo tudi novega širokotrupnega hangarja. Upam, da bo to enkrat do mojega penziona, to je čez 3 leta, začeta investicija. Zdaj bom pa k besedi povabila svojega kolega Gregorja, ki vam bo seveda kaj več povedal o naših poklicih, ki jih imamo v naši hiši. Moram pa reči, da pri nas poklic strojnega inženirja opravlja tudi kolega v marketingu in prodaji. To pomeni, da v vseh segmentih našega podjetja, v vseh oddelkih imamo strojne inženirje. Izvoli, Gregor. Hvala za tale lep uvod. Za začetek bi poudaril to, kar je že kolegica Rosana začela.
Sam sem diplomant Fakultete za strojništvo v Ljubljani, in sicer na smeri prometni pilot letala in delam pa v vzdrževanju. Tako da je absolutno široko usmerjen študij, ki mi je dal dobro osnovo za to. Konec študija sem se zaposlil v Adria Tehniki kot mehanik, kjer sem sodeloval v operativi pri preventivnih pregledih letal. To je naš core business. Ti pregledi so sestavljeni iz raznih C-pregledov, 6-letnih in največjih 12-letnih. Delamo pa tudi razne modifikacije, kot so predelave iz potniškega v tovorna letala, vgradnja satelitskih komunikacijskih sistemov in podobno. Imamo tudi delavnice, 2 od teh bom kasneje še posebej omenil, ker so zanimive za študente, in pa linijsko vzdrževanje doma in v tujini. Linijsko vzdrževanje, to je pa vzdrževanje letal, ki so v operaciji. Poleg tega je še ena zanimiva stvar, ki jo nudimo, to je AOG podpora, se pravi, če se na Brniku zgodi, ne vem, da nekdo povozi ptiča ali pa kaj podobnega, potem smo mi tam in priskočimo na pomoč. Zdaj, kasneje sem šel v oddelek inženiringa, kjer se delimo na več ekip. Glavne sistemi oziroma glavne skupine so struktura, sistemi in motor, notranja oprema pa električni sistemi. V oddelku inženiringa pripravljamo dokumentacijo za delo na letalih, potem rešujemo najtežje probleme, ki jih najdejo v operativi, in za tiste najtežje probleme, ki presegajo naše kompetence, ker mi imamo strani EASA in proizvajalcev pač omejitve, potem komuniciramo z proizvajalci ali komponent ali letal. In kot inženirji delamo poročila, izvajamo meritve, predpišemo način vrednotenja poškodb in potem komunikacijo z proizvajalci. Zdaj pa tisti 2 delavnici, ki bi jih posebej izpostavil, sta NDT, Non-Destructive Testing, to so neporušne preiskave. Na fakulteti boste izvedeli, kaj so to porušne in kaj so to neporušne preiskave. V letalstvu se mnogo uporabljajo, zaradi tega, ker mi delamo na preventivi, se pravi, iščemo poškodbe, ki so tako majhne, da še ne vplivajo na delovanje letala. In pa kompozitna delavnica. Tukaj lahko povem, da je znanje, ki ga pridobite v projektu DBF, zelo uporabno, zaradi tega, ker to v resnici moje prvo praktično srečanje s različnimi kompoziti, kot so ogljikova vlákna, honeycomb in podobno. Pa bi še omenil, da imamo tudi oddelek tehničnega izobraževanja, ki je certificiran po EASI, je part 147 in dobivate licence part 66, tako kot je dr. Petrovič omenil. Če ste diplomant Fakultete za strojništvo in se zaposlite pri Adria Tehniki, potem imate prednost pred vsemi ostalimi, to, da se vam vsi predmeti, kot je že dr. Igor omenil, priznajo, delate samo diferencialne oziroma dodatne predmete. In vse to šolanje je za zaposlene v Adria Tehniki brezplačno oziroma je v okviru zaposlitve. S tem pridobite licence tipa B, C in pa type ratinge. Kaj je razlika? Basic training, se pravi za osnovno licenco, to je v resnici poglobljen pregled zadnjih 3 semestrov. Type training pa je detaljno učenje o sistemih točno določenega tipa letala. Recimo za primer, že Airbusa 320 z enim in drugim tipom motorja CFM ali V2500 se ločita po različnih tipih. Seveda nudimo tudi on-job training. To pomeni, da vse te praktične izkušnje, ki jih potrebujete za vpis licence, lahko dobite pri nas. Zdaj prosim pa kolegico, da nadaljujete. Pokazali bi še naše ključne stranke. To so kar pomembni airlinerji, ki delujejo v Evropi, kot vidite, od Lufthanse, EasyJeta, Swissa, Air Francea in tako naprej. Delamo tudi z nekaterimi leasing hišami. Najbolj gremo seveda na živce Lufthansi Technik, zato ker smo prepoznani strani vseh teh airlinerjev in se raje seveda odločajo tudi zaradi drugih komponent
za okolje Adrie Tehnike. Tukaj spodaj vidite, kakšne flote imajo ti airlinerji in kakšne flote imajo še naročene. Dela nam ne bo zmanjkalo. Potrebujemo samo ljudi. In tukaj računamo tudi na vas. Covid je bil za nas obdobje, zelo uspešno obdobje. Na ljubljanskem letališču smo imeli samo parkiranih, čakajočih za servisiranje 30 letal. Če ne bi bilo teh letal, bi bilo ljubljansko letališče prazno. Naša zvezda, Rosana, kot sem že prej omenila, zaenkrat edina mehaničarka, ampak kot sem rekla na začetku, ker vidim nekaj deklet, bi želela, da se ji katera tudi pridruži. Vsako leto imamo tudi dan odprtih vrat za širšo javnost. Letos bo to 22. marca. Vsi, ki želite videti letala z drugačne perspektive, bom rekla v njegovo drobovje, pogledati, kakšna je struktura motorja, milijone žic, ko je kabina popolnoma slečena in še kakšno drugo informacijo, ste vabljeni. Prijave vidite tukaj, imamo e-mail naslov, lahko tudi pokličete, če boste slučajno tole pozabili.